Lepo pozdravljeni na pogovoru o knjigi Marko Anton Kapus, Slovenski jezuit na koncu novega sveta. Knjiga je spomladi letos izšla pri znanstveni založbi Filozofske fakultete. Marko Anton Kapus se je rodil pred 365 leti v Kamni Gorici pri Radovljici, potem je pa pri 19 vstopil v jezuitski red in se je nato leta 1687 v okviru velikega pokriseljevalskega projekta Družbe Jezusove odpravil v današnjo Mehiko, kjer je ostal do konca svojega življenja, to je 30 let. Najbrž je Kapus prvi Slovenec, ki je prišel na ameriško celino, vsekakor pa velja za prvega, ki je tam kulturno deloval. Od slovenskih raziskovalcev se je v preteklosti s Kapusom najbolj intenzivno ukvarjal profesor Janez Stanonik. No in njegovo delo je zdaj nadgrajeno s to imenitno knjigo, ki jo je uredila Maja Šabec, profesorica z oddelka za romanske jezike in književnosti, ki jo prav lepo pozdravljam v svoji družbi. Poleg vas knjigo podpisujejo še zgodovinar in arheolog dr. Tomaž Navrgoj, ki ga prav tako prisrčno pozdravljam na tem pogovoru. Pa profesor Igor Mavr, prav tako z Filozofske fakultete, in še Ana Cecilija Prenc-Kopošar z Univerze v Trstu. No, pa bi mogoče za začetek predala besedo gospe urednici in bi jo poprosila, da pove par besed o sami zasnovi monografije, sploh v luči 3 jezikov, v katerih je Kapus pisal in ustvarjal. Ja, res je, Kapus je pisal v 3 jezikih, v nemščini, latinščini in španščini. Zasnova monografije sicer ne temelji samo na tej jezikovni razdelitvi, ampak smo upoštevali še druge kriterije. Je pa res, da seveda to izvirno gradivo, njegovi rokopisi ali pa prepisi, zahtevajo pač znanje jezika. In tako je že, kot ste omenili, profesor Stanonik že glavnino pisem, zapisov v latinščini in nemščini že obdelal, prevedel in tudi objavil. Medtem ko španski pa do zdaj še niso bili, ker se še noben hispanist tega ni lotil. Ampak kot rečeno, ni samo ta kriterij upoštev, ker je gradivo zelo raznovrstno, ne samo jezikovno, smo upoštevali še kronologijo, kronološki kriterij, kdaj so bili ti zapisi narejeni, pa geografski, torej kje so nastali in pa kje so danes shranjeni, recimo v Evropi, če na grobo rečemo v Evropi, pa v Ameriki, oziroma v Južni Ameriki, pa tudi v Združenih državah, v današnjih arhivih. Pa tudi tematsko smo se poskušali nekako čim bolj približati tej raznovrstnosti in osvetliti z različnih zornih kotov. Zato tudi smo 4 avtorji, tudi vsak ima neke svoje raziskovalne prioritete ali pa znanja, in smo to poskušali združiti in upamo, da nam je kolikor toliko to tudi uspelo. Doktor Navrgoj, kako pa bi vi orisali kraje in čas Kapusovega delovanja v Novi Španiji, sploh v luči kolonizacije pa španskih geostrateških interesov? Kapusova zgodba je izjemna zato, ker kaže seveda pot enega Kamnogoričana, jezuita na drugi konec sveta. Hkrati pa izjemna zato, ker kaže prizadevanja jezuitov, njihovo vpetost v takratno, recimo, aktualno zgodovino, v takratna družbena, tudi politična dogajanja in vedno znova kaže seveda na preplet različnih silnic, ki so delovale med starim in novim svetom, pa ne samo med starim in novim svetom, ampak širše, če vzamemo španski imperij, tudi z območji na azijski celini. Marko Anton Kapus se je odpravil oznanjati krščanstvo in sicer tja, kamor so ga poslali. Želel iti na Kitajsko, pot tja ni bila odprta in se je potem prijavil za pot v zahodne Indije, se pravi v današnjo Mehiko je prišel. Ni vedel, kam bo poslan, ampak ko je 1687 s tisto prvo ladjo odplul iz Kadisa proti Novemu svetu, je potem
torej so prispeli v Ciudad de México v končni fazi, kjer je njegova pot bila določena naprej na severozahod Mehike, današnje, v provinco, ki je danes pokrajina Sonora, na skrajni severozahod takratne Mehike. Takrat si je španska krona prizadevala kolonizirati, raziskati tiste dele, ki so bili mejni z Novo Španijo, se pravi z današnjo Mehiko. Vendarle ni bila edina, so tudi druge sile takratnega sveta so si prizadevale za, recimo temu, koloniziranje, predvsem tudi osvojitev določenih ozemelj. Tako recimo Angleži, Francozi, tudi Rusi, ki so seveda prodirali iz azijskega dela. In tukaj gre za en historičen splet aspiracij teh velikih sil. Ena zadeva je tako imenovani prehod Anijan, ki ne bi povezoval Atlantik s Pacifikom in bi potem prerezal to pot skozi Ameriko. Druga je pa sploh spoznavanje ameriške celine. In tukaj so bili misionarji, jezuiti, v prvih vrstah kot raziskovalci. Glavni jezuit tistega obdobja, Eusebio Francisco Kino, ki je bil Tirolc, je že 1681 šel kot kraljevi kartograf raziskovati te severozahodne dele, ki tudi Špancem niso bili zelo znani. Potem je pa kot misionar se trudil, da bi tam vzpostavil mrežo jezuitskih misijonov. Španska krona je imela interes, da si ta ozemlja pripoji, podredi, jih kolonizira, in to je delala z roko v roki s cerkvijo. Cerkev je imela pa svoj interes pokristjaniti ta območja. Treba je povedati, da to ni bila takšna Mehika, kot so jo spoznali konkistadorji, torej v začetku 16. stoletja, Hernán Cortés in drugi, ki so mu sledili. To niso bile visoke kulture Mehike, Azteki ali pa bi rekel, recimo Maji ali kakorkoli ljudstva, ki so tam živela in imela neko, recimo, stopno, ki jo mi danes evropocentrično označujemo kot civilizacijo, če ne že visoko kulturo. Tista ljudstva, ki so živeli na severu-zahodu Mehike, v drugačnih tudi naravnih okoljih, popuščavskem, puščavskem, tudi recimo hribovitem, so bila v glavnem nomadska pa polnomadska. Niso imele tako razvite kulture, niso imele recimo pisave, kot so imeli zaradi mene Maj, in živela so seveda v nekih drugačnih tudi ekoloških razmerah, ki so zelo vplivale na njihovo življenje in so potem narekovale način, pa tudi recimo intenziteto španskih prodiranj in tudi seveda tega jezuitskega eksperimenta vzpostavljanja novih misijonov. No, Marko Anton Kapus je v Mehiki prijateljeval s Eusebijem Kinom, ki ste ga ravnokar omenili. Skupaj sta pravzaprav sodelovala pri pokristjanjevanju staroselcev, pa tudi pri odkrivanju novih geografskih območij. No, ampak potem pa, ko beremo ta pisma iz mehiških arhivov, pa noter zasledimo tudi v bistvu kritiko, Kapusovo kritiko Kinovih pokristjanjevalskih metod. Kako se vam zdi, da se ta naravnanost v bistvu potem odraža v Kapusovem odnosu do Indijancev? Virov, ki bi direktno govorili o tem, kakšen odnos je imel Marko Anton Kapus do določenih vprašanj, ki so danes za nas pomembna, z vidika pokristjanjevanja, tudi recimo kolonialne ali pa duhovne podreditve teh območij, ni veliko tistih, ki bi obravnavala tudi ali pa vključevala Kapusa. Kapus sam je samo na nekaj mestih se izresno izjasnil o določenih vprašanjih. Vendar njegova pisma kažejo pozitiven odnos do Indijancev, seveda pozitiven odnos misionarja, ki kot oče pride in ima tam svoje Indijance, govori o njih vedno spoštljivo, govori pa seveda tudi z jezikom nekoga, ki je vpet v takratni cerkveni sistem misijonov in hkrati povezan s kolonialnim sistemom Nove Španije oziroma španskega imperija.
v nekaj pismih omenja krivične razmere, v katerih živijo ti Indijanci oziroma morajo delati. Namreč španska kolonialna oblast si je vedno prizadevala ne samo podrediti osvojiti neko ozemlje, pa ga potem uporabiti recimo za svoje nadaljne širitve kot odskočno bazo, recimo, ampak je želela tudi podrediti to prebivalstvo, ga recimo temu izkoristiti, bodi si krona, bodi si tisti kolonisti, ki so tja prišli, za delo na plantažah, rudnikih, za kakršnekoli, bi rekel, dejavnosti, ki so bile potem ekonomsko upravičene za krono, in Kapus je seveda to opazil. V enem pismu iz 1690. Leta jasno pravi, da je pač težava ne samo, da je toliko ljudi umrlo zaradi bolezni v njegovih torej, 3 vaseh, kjer je bil takrat misionar, ampak da morajo ti ljudje prisilno delati, da so odvedeni na delo recimo v rudnike, oziroma da nimajo časa potem, da bi se spočili, da bi delali svoje stvari in tako niti ne morejo recimo posjeti svojih pol. Torej, en tak uvid v torej, celoten sistem, ki je moral biti vzpostavljen, da so lahko kolonizatorji skupaj s cerkvijo te ljudi nekako si podredili, jih, kakor so oni seveda vedno znova torej, utemeljevali, tudi kultivirali. In problem se je pokazal, da so imeli tudi različna pojmovanja, ne samo krona, kolonisti in jezuiti, ampak tudi posamezni jezuiti. Tako da dejanja Eusebija Francisca Kina, ki jih je kritiziral blago, pa vendarle bi rekel temu odločno, torej vendarle jih je kritiziral Kapus, v bistvu z nekim dost poglobljenim premislekom. Torej, te kritike so bile usmerjene v način Kinovega delovanja, ki je bil po Kapusovem mnenju preveč, bi temu rekli, mehak, oziroma si je preveč prizadeval za kvantiteto, ne pa za kvaliteto. Torej, čim več ovčic, čim več duš pridobiti in potem seveda v poročila napisati oblastem, da potrebujejo več misionarjev, več denarja, ne pa tistega, kar je Kapus želel ali pa priporočal, da je treba te ljudi najprej navaditi osnov katoliške vere, da če samo sodelujejo pri nekem obredu in celo tudi pojejo zaradi mene, ampak da če samo pričakujejo, da bodo za to nagrajeni z nekimi ugodnostmi, materialnimi, kakorkoli, da to ni dovolj. In pokazalo se je, to govorijo potem arhivski viri, da so imeli misionarji kar nekaj težav, da so zbrali te Indijance, indigenas, ta domorodna ljudstva, skupnosti, najprej torej v naselbinah, da so živeli stalno, potem pa tudi, da so recimo hodili redno k verskemu pouku, k mašem in tako naprej. Problem je v jezik, problem je bila povsem drugačna kultura, ki so imela ta ljudstva, povsem drugačen odnos, ne samo do recimo dela, ne, ampak tudi do torej, prostora, do duhovnega, vse to, na kar so samo nekateri misionarji tudi opozarjali. Se pravi, tukaj so bili neki, recimo temu, konflikti, ki pa jih ti konkretni misionarji, tako Kino kot Kapus, niti niso mogli razrešiti, ker so bili del enih širših odnosov, v katerih je bil zelo pomemben kolonialni sistem in, bi rekel, aspiracije tako kolonistov kot španske krone. Jaz smem nekaj malega dopolniti. Absolutno vse seveda zelo lepo kolega orisal, zelo na široko. Vseeno mogoče izhodišče vprašanje je bilo, kako je Kapus, kakšen odnos je imel, če sem prav razumela, to bolj osebni njegov odnos do domorodcev, do domorodnih ljudstev. Omenil si, da je bil spoštljiv, da vedno govori o njih spoštljivo. Jaz bi to vseeno nekoliko skorigirala, ker govori spoštljivo ali pa naklonjeno, mogoče bolj tako naklonjeno, paternalistično vendarle, ker je bil oče, to so bili njegovi varovanci in tisti, ki so bili dejansko v njegovih vaseh, za katere je bil odgovoren, da so
da so pridni, da so delovni, da hodijo okrog oblečeni, da se udeležujejo obredov, da niso prav nič napadalni in tukaj potem že meri na to, da nekateri pa so takšni. Ne? In tisti, ki pa so takšni, ali pa napadalni oziroma agresivni, tudi če se branijo, ampak da se agresivno branijo ali pa da se upirajo, bodi si med seboj, tudi so se nekatera ljudstva, to vemo, ne, iz zgodovine, tudi med sabo že prej spopadali in da so bojeviti v sebi, do njih pa ni tako zelo prizanesljiv ali pa tako naklonjena. Ne? So pa potem, ampak je to, jih označuje s precej grobimi izrazi tudi včasih, ampak je to treba spet razumeti v luči tega, da je bil res zelo predan tej misiji svoje, torej misijonu, evangeliju in oznanjati in res prepričati ljudi, da jih pridobiš v krščansko občestvo. Ne? In zato je mogoče pri njem je bila bolj ta kvaliteta kot kvantiteta, če že recimo bi to ena od razlik med njim in kinom je gotovo ta. Je pa, da tisti, ki pa se niso še pustili prepričati, no, če tako rečemo, so pa divjaki. In divjaki so nasilni, so grobi, so napadalni, so objavski, so zveri, tako jih tudi imenuje, te divje zveri, reče. Ne? Ampak zakaj zveri? Danes seveda se človek zdrzne, ko to sliši, ampak ker nimajo, niso kristjani, a ne? Torej v tem pomenu. Ne? In to je bil ta vzgib, ne? Da dajmo jih, tudi njih pridobiti v ta naš pogled na svet. Ampak se je že izjemno potrpežljiv v bistvu do njih, ne? Tam nekje piše o tem ljudstvu Tara Omara, kako v neskončnost preizkušajo njegovo potrpežljivost in tako. Tara Omara ne njegovo, ker on ni tam deloval, ampak potrpežljivost patrov, ki delujejo da preizkušajo. Z distanco je lahko bil potrpežljiv, ker on pa ni bil nikoli tako direktno soočen prav z direktno agresijo. Ne? Je bil posredno, je bil, bomo rekli, nekako tudi kronist dogodkov, ne? Malo posredno, malo po pripovedovanju, zelo blizu sicer je bil in v Kukurpu je bila tudi enkrat v največjem uporu res baza vojaška, torej je to začutil, ampak da bi se pa prav soočil on, osebno, no, če gremo na to individualno, pa ni, vsaj ne piše, ne? Ni nekih podatkov o tem. Ne? Ja, tukaj je zanimivo, posamezni viri pisma govorijo, razkrivajo odnos, ki so ga imeli misionarji nasplošno do teh ljudstv, ki gotovo je bil paternalističen, oziroma, kako bi temu rekel, ne nujno samo evropocentričen, ampak odnos do enih skupnosti in kultur, ki v bistvu niso imele nekih takih značilnosti, kot so bile skozi belske oči prepoznane kot značilne za kulturo. Najbolj se to kaže o tem, da naj ti divjaki ne bi imeli vedenja o stvarniku in kakorkoli, da naj ne bi nič častili, ne Boga, nič ne. Kar seveda ni res. Oni so imeli svojo duhovnost, so imeli svoj religiozni svet in to se kaže danes v prežitkih, kaže se tudi v nekih arheoloških najdbah in kakorkoli ta ljudstva so seveda imela tako drugačen način življenja, ki ga pa misionarji niso niti prepoznali, niti ga niso mogli ovrednotiti kot merodajnega ali pa recimo temu legitimnega. In če pa privzamemo potem želje, ki jih je imel Eusebio Francisco Quino, ko je pisal to svojo znamenito kroniko Favores Celestiales, posvečeno španskemu kralju in potem prosil za nove moči, za nove misionarje, da bi pokristjanili še nova ozemlja. Je bila ta pokrajina Sonora, Pimerija oziroma severozahod Mehike, vključno s Kalifornijo, samo ena stopnica v prizadevanju jezuitov, da bi prišli do tistih svetov, kjer pa bi res oni želeli širiti krščansko vero, to je bila pa Kitajska. In vedno so pokazali to razliko med Kitajci, ki imajo svojo visoko kulturo, imajo pismenost in tako naprej, ne, imajo seveda državo, ne, in potem temi bogimi indijanci nekoč, torej tudi v svoji pesnitvi pravijo ubogi indijanci, ne,
ki so bili tako drugačen svet, včasih kot neka tabula rasa, ki jo je bilo treba privesti, šele kultivirati, kakorkoli izobraziti. Čist nekaj drugega seveda, kot pa potencialni misijoni na Kitajskem. Kako so se pa končale te zadeve s Kitajsko, pa tudi seveda znamo, pač niso bile uspešne za jezuite. Omenili ste tudi Kalifornijo. Leta 1701 je Kapus na Dunaj poslal znameniti kinov zemljevid, ki prikazuje spodnjo Kalifornijo kot polotok in ne več kot otok, kot so jo risali dotlej. Pri tem odkritju naj bi veliko vlogo odigrale tudi školjke, vendar se je pa pozneje izkazalo, da so bila ta sklepanja napačna. Pa bi vas prosila, profesorica Šabec, če lahko na kratko orišete to zanimivo epizodo z modrimi školjkami. Ali se zdi samo meni zanimiva? Ne, je. Vsekakor je zanimiva z več vidikov. Recimo, en je že ta, da kaže, da so včasih napačne predpostavke ali pa napačne domneve, sklepanja lahko privedejo do pravilnih rezultatov. In do velikih odkritij. In do velikih odkritij oziroma potrditev nekih upov pravzaprav. Namreč zakaj pravim upov, ker bom potem razložila še bolj glede konkretno školjk, ampak kino si je dejansko izjemno prizadeval in verjel ali želel verjeti, še preden je vse meritve kartografske opravil in dejansko dokazal, bomo rekli, da je Kalifornija polotok, torej da se zemlja sklene na vrhu Kalifornijskega zaliva. On je, tako sem razmišljala, da je verjetno res v tej želji, da bi to dokazal ali pa da bi potrdil to svojo domnevo na začetku, tudi zagrabil to razlago, ki se mu je ponudila, ker je sam imel izkušnjo s temi modrimi školjkami, da jo je uporabil kot nek dokaz. No, zakaj gre pri teh školjkah, če na hitro samo povzamem, ko je kino prišel v Mehiko, je najprej bil na odpravi v Kaliforniji, prav v Kaliforniji, z ladjami so takrat šli, ne pokopne, ker ga takrat naj ne bi bilo. In je tam raziskoval zahodno obalo, bil je z španskim admiralom Atondo y Atillon, ki je vodil to odpravo raziskovalno. In tam je se srečal, videl te nekaj prečudovite školjke, modre školjke, on jih imenuje modre školjke, ali pa sinje školjke. Gre za neko vrsto morskega ušesa, te školjke poznamo tudi pri nas, samo da niso tako izrazito obarvane. In te školjke kasneje, ko je organiziral odprave, ko je bil pa že v zgornji Pimeriji, torej v Sonori, poskušal od tam prodreti v Kalifornijo, na Kalifornijo, po kopnem, in na teh odpravah, na eni od teh odprav, so mu domorodci podarili tudi nekaj teh školjk, ker so vendarle bile kot eno pozdravno darilo oziroma nek poklon, neko spoštovanje so izražali ob srečanju. No, in to je bilo ob zlitju reke Gila in Colorado, torej čisto na vrhu Kalifornijskega zaliva, in potem je on sklepal, sicer najprej pravi, da ne, če dovolite, bi prebrala mogoče eno obdobje, kjer to on lepo oriše, najprej mu ni povezal, potem pa se je, ko se je vračal domov, pa je tuhtal, pa je nekako si razložil to. Torej, ko je dobil školjke od domorodcev, je takole potem v svoji kroniki zapisal. Domačini so nam dali modre školjke, a takrat nam še ni prišlo na misel, da bi bil tam prehod po kopnem v Kalifornijo ali konec njenega morja. In šele na poti, ko smo se vračali v Nuestra Señora de los Dolores, to je bil njegov misijon, torej ko se je vračal domov, sem pomislil, da so te školjke z nasprotne obale Kalifornije in Južnega morja in da bi tam, kjer so one prišle z druge strani sem, mi lahko šli tja in v Kalifornijo. Torej, sklepal je, da so školjke
domnevajo, da obstajajo samo na zahodnji obali Kalifornije in da so torej morali nekako priti po kopnem do vrha pač po polotoku in do kopnega nad polotokom. Hausberger, en vidnejših raziskovalcev jezuitov v Mehiki, zelo minimizira to njegovo sklepanje in pravi, da to pač ne more biti dovolj trden dokaz. Tudi sicer se danes ve, on takrat še ni vedel, da so te školjke vendarle tudi na notranji strani Kalifornijskega zaliva, torej da popolnoma pade ta njegova hipoteza, ampak je pa privlačna. Ja, in je tudi morda, če drugega njega je vsaj vzdrževala v tej napetosti, da je še vztrajal in si še prizadeval in končno tudi dosegel to potrditev znanstveno, potem z meritvami. Vi ste se tudi intenzivno ukvarjali s Kapusovimi španskimi pismi, ki ste jih pridobili iz mehiških arhivov. Ta se po eni strani se dotikajo pač verskega poslanstva misijonov, potem so tu pisma nekako gospodarske in politične, ki prikazujejo gospodarsko in politično vpetost pač misijonov v sam ta kolonizatorski proces. So pa potem tudi tukaj dopisi, ki so pa tako strogo finančno-administrativne narave in nekako zajemajo oskrbovanje misijonov. A človek bi na prvo žogo pričakoval, da bo to precej tako suhoparno pa duhamorno čtivo. Ampak se mi zdi, da se ravno v nekaterih teh pismih pa Kapus izkaže kot izjemno duhovit in tak pronicljiv človek. Se tudi vam zdi to? Težko rečem, če ravno duhovit, vsekakor pronicljiv gotovo in ostrega uma, odličen opazovalec, komentator tudi dogodkov, tudi tako, kot je Tomaž že omenil, recimo v tistem pismu, vidi, razume delo, torej težave domorodcev oziroma nevarnosti, da morajo delati v rudnikih, se mu smilijo. Skratka, bi danes presojali, da je bil dejansko že tako moderno kritičen do vseh teh razmer. Zdaj ne vem, domnevam, da merite na nekaj takih odlomkov, 2 ali 3 so, se jih ni res veliko, kjer se današnji bralec nasmehne ali pa namuzne. No, zgodba o piščalih ali pa zmenjavo tiste glave svetega Ignacija, kaj podobnega. Ja, vsekakor je, seveda danes se ne moramo ne nasmehniti ob takih zapisih, ampak ne vem, če je on to napisal, bomo potem mogoče kakšen odlomek lahko prebrali, če je to napisal dejansko z neko humorno noto, z njegove perspektive. Mislim, da je bil dejansko ogorčen, recimo, ko je dobil kipec svetega Ignacija, ki je imel brke, in to potem tako odločno tudi napiše, tudi taka sintaksa in tako s poudarki, tako da dejansko daje vtis, da je ironičen. Mogoče do ene mere, čeprav jaz pri tem ne bi rekla, da je prav ironičen. Tam piščali, recimo, ko si dopisuje s svojimi brati, ali pa nadrejenimi, ki so pa tudi bratja, večina se jih je tudi poznala osebno, vsi ne. Ja, pa spusti kakšno tako pikro na račun kakšne osebne značilnosti teh prijateljev, tam pa je, tisto pa je bolj prijateljsko hudomušno, tako bi lahko rekla, humorno. Torej, ne vem, ko dobi napačne piščali, ker mu pošljajo na mesto triade, 3 enake piščali in pravi, jaz si s tem nimam kaj pomagati, kako ne pa tole ne moremo, pač niso uporabne za namene, zaradi katerih smo jih naročili, in potem na koncu pravi, no, ampak to ne bo razglasilo na enega prijateljstva, torej potegne na take zaokroži, metafore uporabi in to lepo, lepo piše, zelo lepo, tudi sicer, tudi kadar ni potencialno humoren, tako fluidno, lepo zaokrožene misli, včasih mogoče v naglici kakšne stvari malo bolj površno, ampak ne, v glavnem so to zelo dodelane besedila. No, naposled smo naš pogovor pripeljali do točke, ko bomo spregovorili o velikem odkritju, ki je sicer za kar nekaj časa zamaknilo izid knjige o Marku Antonu Kapusu, pa vendarle, gospod Nabergoj, predlani vam je uspel veliki met v raziskovalskem smislu, odkrili ste Kapusovo ohranjen izvod pesnitve Entuziasmus, pravzaprav, ki je več kot 100 let veljala za izgubljeno. Ta izvod
ta mojstrska stvaritev, ki je izpisana v 276 kronogramih, ne kaže samo Kapusovega pesniškega mojstrstva in izjemne načitanosti, ampak veliko pove tudi o globalnih razsežnostih kolonizacije. Pa bi vam kar predala besedo, mogoče tudi za kakšen odlomek, če boste pripravljeni kaj prebrati. Vsekakor, ko smo začeli snovati to monografijo in naredili seznam dokumentov izpod Kapusove roke, ali pa tudi takšnih, ki so povezani z njim, recimo govorijo o njem, si nismo mogli misliti, da bomo prispevali k zamiku izdaje knjige, ne? Zaradi tako lepega posebnega razloga, ampak iskanje ljudi, ki so vedeli za Kapusovo pesnitev iz leta 1708, nekako se ni ustavilo, ne? Že profesor Stanonik je iskal v arhivih po knjižnicah kakršnekoli sledi. On je tudi zvedel, da je v začetku 20. stoletja v knjižnici v Pueblu v Mehiki še bil en izvod te Kapusove pesnitve. Znana je bila samo po naslovnici, torej tisto, kar je bilo objavljeno v bibliografskih prevodih kolonialnega tiska iz Mehike. Izkazalo se je, da je bila pesnitev očitno v tej knjižnici izgubljena ali pa založena. Ne bi bil še en izvod nekje znan iz Severne Amerike, o čemer je pisala v eni knjigi Jerneja Petrič, drugega pa nič. Tako da, ko sem jaz pred 31 leti bil sam v Mehiki in tudi obiskal Kapusove kraje v Sonori, sem v več mehiških arhivih in knjižnicah poizvedoval za to pesnitvijo, o njej nisem nič vedeli. Vendarle ob pripravah na to našo knjigo sem pa stalno pregledoval na spletu spletne strani, iskal karkoli o Kapusu in potem sem si dobro zapomnil, ne? 12. januarja 2021 ob 2. uri zjutraj sem kliknil na torej enega od zadetkov, in sicer baskovsko regionalno knjižnico v Bilbao, in tam je pisalo nekaj o entuziazmusu, tako je bil naslov te pesnitve. Bil sem pa ves presenečen, ko sem videl, da gre zadeva še naprej, da ni samo omenjeno, Kapus je napisal pesnitev, ki je bila ohranjena, pa se ne ve zdaj, kje je, ampak je človek lahko prebral stran za stranjo vseh 276 latinskih verzov. Bil sem seveda vsi sebe in potem smo namesto enega poglavja o indijanskih domorodnih ljudstvih severozahodne Mehike vključili potem objavo, prepis te pesnitve, delni prevod nekaterih stvari in seveda neke torej okoliščine, neko razlago, ki pokaže to izjemno mesto pesnitve za Kapusovo, recimo temu zapuščino, pisno zapuščino, hkrati je pa izjemen dokument o tem, kako so jezuiti spremljali politična dogajanja in kaj se je zgodilo tako pomembnega, da so hiteli pisati takšne in drugačne tekste, tudi slavilne, torej pridige, drame celo, ne, pesnitve na čast enemu dojenčku, ki se je rodil 1707. leta. Ime mu je bilo Luis Felipe, ki pa ni bil navaden dojenček, ampak je bil španski prestolonaslednik, sin španskega kralja Filipa. Celotna zgodba je pomembna zato, ker jo lahko umestimo v kontekst takratnih političnih dogajanj v Evropi, posebej španske nasledstvene vojne. Se pravi, ko je leta 1700 umrl španski kralj Karol II., ki je bil Habsburžan, se je pojavilo vprašanje, kdo ga bo nasledil. On je namreč umrl brez potomcev. In v neki politični diplomatski igri je bil potem predvsem na pobudo ali pa po prizadevanjih francoskega kralja Ludvika XIV. Izvoljen za španski prestol Bourbon, se pravi francoski vojvoda, torej Filip Anžujski, ne pa Habsburžan, ki mu je sicer tudi ime Karl, ki bi po neki logiki tudi lahko nasledil
tega zadnjega habsburškega vladarja. In ko je izbruhnila zaradi teh, bi rekel, razprtij oziroma sporov med evropskimi silami, kdo bo nasledil torej španski prestol, vojna, ta je trajala od 1701. do 1714. Je bilo za novega španskega kralja, ki je bil Bourbon, izjemno pomembno, da je lahko legitimiral to svojo dinastijo. In ko je 1707. se rodil Ludvik Filip, Luis Felipe, je bil to dogodek, ki je odmeval praktično po celem svetu. Predvsem zato, ker je španska krona naredila vse, da bi torej z različnimi dejavnostmi, praznovanji predvsem, ki jih je zaukazala po vsem svojem imperiju, to pa ni bila samo Španija, to so bile ameriške posesti, to so bili recimo Filipini, torej tudi posesti v Aziji, torej je praktično cel svet vedel, da se je rodil nov španski prestolonaslednik. Za Kapusa in za misionarje jezuite v Mehiki je bilo to pomembno predvsem zato, ker se je politična slika s prihodom Bourbona na španski prestol zelo spremenila. Večina misionarjev, ki so tam delovali, tudi Kapusovi recimo tovariši, je bila iz avstrijske misijonske province, je bila v bistvu z območja habsburškega imperija. In Kapus je imel upravičeno, zaradi vsega, kar se je dogajalo posebej med Francozi, oziroma Španci in Avstrijci, torej strah, da bo nova kolonialna oblast nenaklonjena jezuitom, ki so bili tako kot on, recimo iz teh srednjeevropskih držav pod habsburško oblastjo. In zato seveda je tudi napisal pesnitev, ki je v bistvu slavilen tekst in kaže po eni strani njegovo mojstrstvo, on je napisal to v kronogramih, se pravi, da je nekatere črke v vsakem verzu poudaril in te poudarne črke vse torej kot številke, edinske številke dajo letnico 1708, takrat, ko je bilo praznovanje. Hkrati je to vse napisal v heksametrih in on kot izobražen človek, kot jezuit, ki je sam predaval v jezuitskih kolegijih, torej je bil tega sposoben. Hkrati je pa vpletel v to pesnitev na vrsto, bi rekel, primer tudi z antičnim svetom, zaradi katerih je to branje, kako se temu reče, lahko rečemo značilno baročno, hkrati pa izraz Kapusovega intelektualnega dosega, njegove razgledanosti, znanja, ki ga je pridobil in ki ga tam ni pozabil. Bi vam rad prebral nekaj malega, torej pesnitev je najbolj zanimiva zato, ker dokazuje, da je Kapus to napisal ob rojstvu tega princa Ludvika Filipa in posvetilo pravi presvetlemu Ludviku Filipu, novorojenemu princu Španije. Pesniških iger, ki jih od skrajnih meja novega sveta tebi posvečene ponuja družba Jezusova, zdaj ne razumeš. Razumel jih boš nekoč, presvetli princ. Medtem se bo namesto tebe veselil tvoj veliki oče, vladar obeh svetov, mi še nista obe, torej celini Evropa in Amerika. Prizanesljivo bo sprejel dano naklonjenost družbe in kot je v navadi, jo rad imel. Živi presvetli princ, veselje očeta in mame, deda in pradeda, naše dobe in obeh svetov. In zato dobrotljivo poglej na neznatno Jezusovo družbo, klečečo ob tvoji kraljevski zibelki, in to s pogledom, s katerim si razvedril vsakega od obeh svetov. Da bi nas ljubil in da bi še dolgo ostal živ in zdrav. Tako želi očete družbe Jezusove iz misijonov Amerike. In potem je Kapus v tem slavilnem besedilu z uporabo vrste primerjav, pa recimo celih zgodb iz antičnega sveta, recimo temu slavil torej rojstvo novega princa in celo za poveličanje tega zgodovinskega dogodka uporabil svetopisemski zgled. Rojstvo Ludvika Filipa primeril celo z Jezusovim rojstvom. Če sklepamo po teh verzih, rojen nam je princ, juhej, pridite muze in pojte danes nove pesmi rojenemu kralju, kar seveda izhaja iz Svetega pisma. Vendar je vpletel on muze, Apolona, še druga božanstva ali pa recimo junake, posebej Herkula, vse z nekim namenom,
tudi primerjati ali pa dati zgled, primerjavo novemu vladarju, bodočemu vladarju, princu, ne, recimo s Herkulom. Herkul je bil tako ali tako v tistem času za marsikaterega vladarja zgled ali pa primerjava zaradi vseh svojih torej, slavnih del. Ne. In tukaj je Kapus sam pozival muze, da naj mu pomagajo, ne, in seveda tudi Apolona. Juhej, vesele sestre naj odprejo vas helikon, pridruži se oče Fojb, Apolon, brez oglašanja, da ni strune kitare, žila mi od raznetosti hitro utripa. In sam Juhej vdihuj pesmi našim besedam, to, kar je zelo zanimivo, ne, te svoje kronograme potem takole napisal, oziroma označil, daj iz katerega koli verza naj povsem natanko priteče to leto, ki je v teku, vsekakor vredno, da se ga vtisne globoko v spomin, a naj se vidi, da ima tudi umetniško vrednost. Seveda je tukaj umetniška vrednost teh njegovih verzov. Zdaj si prizadevamo, da pač bi bili tudi prevedeni v slovenščino, kar je razmeroma trd oreh tudi za latiniste, upoštevati pač vse to. Vsekakor je Kapus tukaj pokazal ne samo sposobnost poigravanja s besedami, z verzi, s črkami, ne, s temi kronogrami, ampak je pokazal tudi, kako je sam bil nek akter v tem dogajanju, v tem slavljanju rojstva novega španskega princa in hkrati pokazal z različnimi odlomki tukaj, ki govorijo o vsakdanjem življenju ljudi, recimo temu o slovesnostih, ne, na čast princu, pokazal tudi, kako pomembna je bila ta priložnost za jezuite v njihovem stremljenju, da si pridobijo naklonjenost španske krone in hkrati, da izvajajo naprej tisto poslanstvo, za katerega so se odločili, se pravi, da bodo pokristjanjevali še naprej v duhu tega svetega eksperimenta nove duše. Hvala za to krasno ilustracijo. Pa naj morda s to mislijo, kar zaokrožimo naš pogovor. Jaz se spoštovanima gostoma najlepše zahvaljujem za tehtne, pronicljive odgovore na moje vprašanja. Vsem ostalim naj bojo pa povabilo k branju te res dobro napisane in zgledno urejene znanstvene monografije. Hvala lepa. Hvala vam.